Je zares ojačal pozicijo znotraj koalicije napram LDS-u, vemo, da je bil to tudi na nek način en manjši sporček, pa čeprav vi to zanikate in tudi na drugi strani Kresalova, pa vendarle, ali je zares zdaj nekako močnejši v tej vladi? Tega občutka nimam, zato nam niti v enem trenutku ni šlo. V mojih izjavah ne boste našli niti med vrsticami pravzaprav razmišljanja v to smer. Tisto, kar se je okrepilo, je verodostojnost vlade in to je ključno. Kaj pa glede ministra Lahovnika? Vemo, da ne bo odstopil oziroma da ne razmišlja več o temu, da je zadovoljen s 4 sklepi pomembnejšimi vlade. Pa vendarle, kaj to pomeni za prihodnje? Te sklepi so seveda na nek način zavezujoči za te banke, ki imajo delno državno last, ampak vseeno, kaj se bo odvijalo vnaprej? Kaj vi predvidevate? Mislim, da je prav, da se dopusti nek kratek čas tej upravi, da potegne sama konsekvence. Vlada je svoje naslednje korake kot velika in pomembna ključna lastnica napovedala. In v interesu banke je, da vsi akterji odgovorno opravijo svoje delo in se ozrejo tudi nase, samokritično. Vlada je to danes storila, pridobila neko moč, neko težo, neko verodostojnost, ki jo bo rabila za to, da bo se soočala ne z manj problemi, ampak da bodo ti problemi rešljivi na nek način, ki bo omogočal tej vladi ne samo gasiti požare, ampak tudi poseči po nekaterih strukturnih reformah. Kaj bo s posojili? Kaj pričakujete? Zdaj, reprogramirano so določene, saj za 45 dni. Kar je bilo storjeno, je bilo storjeno. Za naprej, mislim, da so zdaj pravila igre tudi tistim, ki so si pred njimi zatiskali oči, nedvoumno jasna. In pričakujem, da bo v prihodnje takšnih situacij več ne bo. Kar pomeni, čez 45 dni oziroma za nekaj manj, Infond Holding naj ne računa na reprogramiranje ponovnega kredita oziroma kredita ponovno. Mislim, da tisto, od česar se lahko nadejamo, ker to ni v neposredni pristojnosti vlade, vlada si te pristojnosti ni vzela, da bo uprava, da bo nadzorni svet odgovorno, bolj odgovorno kot v preteklosti opravil svoje delo. Za konec, koalicija naj bi vzela državo za talko, so bile včeraj besede Janeza Janše. Država kot talka, mislim, da je bilo že to večkrat izrečeno v 18-letni, 19-letni zgodovini države, pa vendarle... Zadnje sem to izjavil jaz, ko so oni izsiljevali, pravzaprav pogojevali glasovanje o ratifikaciji Hrvaške pri vstopu v NATO s sprejemom nekega fiktivnega zaključnega računa. V tem primeru ni šlo za nič takega. Država v tem smislu ni prav nič trpela, nasprotno, pred njenimi očmi, če lahko malo patetično rečem, se je pravzaprav zgodilo pomembno dejanje. To je dejanje, ki pomeni, da ta vlada, za razliko od prejšnje, boja proti tajkunom, če Janez Janša tako želi, ne razume samo retorično, ampak kot nekaj, kjer je dolžna kaj tudi storiti. On tega ni zmogel, ni bilo v njegovi moči, ker je bil preprosto v te posle vključen skupaj s svojimi ljudmi v preveliki meri. Res za konec, koliko tajkunov lahko vi preštejete na prste z imeni v tem trenutku danes? Če ne morete vi sami, lahko jaz vam pomagam z imeni, pa me zanima, boste vi govorili ja ali pa ne. Takšnega licitiranja se ne bom šel, je pa danes, kolikor sem obveščen bil v toku seje vlade, skupina poslancev predlagala ustanovitev preiskovalne komisije, ki bo se ukvarjala morebiti tudi s tem prištevanjem. In prav je, da se to dogaja v parlamentu, kjer lahko sodeluje tudi opozicija. Kar pomeni, da tajkuni bodo imeli štete dni. No, ta kriza pravzaprav je začela odštevati te dni. Gre samo za to, da se je ta vlada odločila, da tega števca ne bo ustavljala, ampak da bo aktivno v skladu s svojimi pristojnosti postavila stvari na svoje mesto. Brez izjem. Vam bo uspelo? Zato se trudimo. Hvala lepa. Prosim.